Doktorica Anica Mikuš-Kos je svoje življenje posvetila otrokom. Sprva kot specialistka otroške psihiatrije, po upokojitvi pa deluje v službi otrok, žrtev vojne in drugih oblik nasilja. Je avtorica skupnostnih modelov in usposabljanj za zaščito otrok v primerih oboroženih spopadov. Anica Kos je oseba, ki ima vseživljenjskost učenja v sebi. Je sicer zdravnica, vendar je to znanje nenehno bogatila skozi dejavnosti, ki jih je opravljala. In te dejavnosti so jo vodile k psihosocialni pomoči ljudem, k temu, da je ljudi učila, da osvojijo to življenjsko filozofijo. Starejša, ko je, bolj širi območje svojih dejavnosti, ona je vse znanje, ki si ga je pridobila, predajala drugim. Sama o sebi nekoč je rekla, kaj manjka tej starosti 50 let. Ogromno smo se naučili, zdaj pa lahko to, kar imamo v sebi, predajamo drugim. To obdobje pravzaprav omogoča človeku zelo bogato življenje. Danes gledamo na šolo kot na možen zaščitni dejavnik za otroke, ki so doživeli nekaj hudega. Prej smo gledali na šolo samo kot na prostor, ki lahko povzroča strese pri otrokih. Danes pa vemo, da ima šola tudi številne izredno ugodne psihosocialne vplive na otrokov razvoj. Glavni agent tega dogajanja je seveda učitelj. Ta zaščitna vloga je še posebej pomembna, ko gre za masovne nesreče. To osnovno izhodišče smo uporabili pri pomoči otrokom beguncem iz Bosne in Hercegovine leta 1992. Osnovna ideja je bila ta, izobraziti nekaj 100 bosanskih učiteljev, da bi lahko pomagali otrokom v bosanskih šolah. Praktično je to pomenilo nuditi neko obliko pomoči vsem šoloobveznim otrokom. Mogoče še bolj pomembno od tega pa je bilo naslednje. Prvič, pomoč učiteljem samim, da obvladujejo svoje lastne travme in izgube. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, da se omogoča učiteljem razmenjava njihovih izkušenj in znanj. Namreč učitelji ogromno vedo in razmenjava modelov dobrih praks je včasih celo bolj koristna kot tisto, kar prinesejo veliki strokovnjaki. Ta model se je izkazal kot zelo dober. Jaz osebno sem še v času bosanske vojne izvajala take programe v Bosni, v Mostaru, v Sarajevu. Pozneje je nastal interes za te programe na Kosovu in potem so se ti programi razširili na Severnem Kavkazu, v Iraku, zdaj se s Pakistanom dogovarjamo za en program.